Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. V celotni knjižnici izvedli več kot 150 prireditev v vseh naših 10 enotah in smo izredno ponosni, da nas je obiskalo več kot 5700 obiskovalcev, tako odraslih kot otrok na vseh prireditvah, in moram reči, da smo izredno veseli, da ljudje še vedno radi pridejo, ne samo na izposojo knjig, ampak da obiščejo tudi knjižnico drugače, da pridejo na različne prireditve. In v bistvu v maju pripravljamo še nekaj dogodkov, zdaj poteka še zadnja predstava v bistvu v seriji Knjiško-gledališko in v bistvu otroci si ogledajo še zadnjo predstavo, gre za travniške zgodbe, potem pa oddajo kartončke in moram reči, da smo izredno veseli, ker že prihajajo polni kartončki, kar pomeni, da je si predstave v seriji, bilo je 8 predstav v celotni sezoni, ogledalo ogromno otrok v vseh naših 10 enotah. Potem moram reči, da pripravljamo na Bledu še eno prireditev, 23. maja. Gre za predstavitev knjige Borisa Karlovška, gre pa v bistvu za Tajni policijski sodelavec. Izredno zanimiva, gre za eno tako izpoved, mislim, da bi bila lahko zanimiva predstavitev za mnoge. Potem imamo pa še v bistvu 25. maja, vabimo pa vse na družinski pohod na stražo in sicer bo to en tak pohod, ne bo navaden pohod, ampak gre za pravljični pohod. Naše knjižničarke pripravljajo različne zgodbe za otroke, tako da bo kar nekaj postojank, pa še kakšno presenečenje. Zaključili smo Vesolje zakladov in vedno pripravimo tudi zaključno prireditev. Tokrat bodo otroke razveselili prav posebni junaki, gre za Elzo, pa še dva bosta zraven in mislim, da bo izredno zanimiva prireditev. Moram reči, da je sodelovalo več kot 600 otrok in smo izredno ponosni. Podelili smo pa več kot 700 čokolad, kar pomeni, da so nekateri otroci, kar nekaj jih je bilo, sodelovali in oddali tudi več listkov. Moram povedati, da je sodelovalo tudi več otrok iz drugih občin, torej 39 je bilo takih in smo izredno veseli, da ta naš v bistvu Avstralec oziroma astronaut še naprej deluje in da otroci radi prihajajo. Moram pa reči, da nekateri zbirajo že žige za naprej in za naslednjo sezono. In kakšna je bralna pismenost sedaj v občini Radovljica oziroma v vaši knjižnici? Kako ocenjujete pravzaprav ta projekt? Ja, jaz moram reči, da smo izredno veseli, da otroci še radi prihajajo v knjižnico. Nas pa seveda skrbi v bistvu podatki na ravni bralne pismenosti na celotnem državnem nivoju slovenskem, ker mislim, da kar 25% ljudi je tistih, ki naj ne bi bili bralno pismeni in več kot 40% je pa takih, ki recimo na leto ne vzamejo v roke niti ene knjige, kar je v bistvu zelo zaskrbljujoče tudi za naslednje generacije. Moram pa reči, da je naša knjižnica se pa glede na uporabnike uvršča v sam vrh glede izposoje, kar smo izredno veseli, v bistvu sam vrh glede na 58 splošnih knjižnic po Sloveniji. Smo pa visoko, izredno visoko tudi glede prireditev, glede izposoje in recimo naj povem, da povprečno na Bledu na dan obišče knjižnico 200 članov, kar je v bistvu en tak, bi rekla, kar dober podatek. Pa mesec juniju imate še dve prireditvi in potem se knjižnica seli v mesec september, zdaj pa odhaja nekje na dopust in branje se preseli ven. Ja, tako je. V bistvu imamo v juniju še 3 prireditve, Sokratos kafe, gre pa v bistvu za eno tako filozofsko druženje, kjer obiskovalci nekako v takem manjšem krogu razpravljajo o različnih temah filozofskih. To še bomo izvedli, potem imamo junija tudi 18. otvoritev na Vurnikovem trgu, gre pa za otvoritev razstave otrok, poletni živ žav, to pa razstava, ki so jo pripravili
otroci iz osnovne šole Antona Tomaža Linharta v Radovljici. Tako da potem se selimo, bomo imeli sicer eno prireditev še v avgustu, bo ena taka spontana improkomedija, to bo 13. avgusta, pripravljajo pa domačin v Radovljici Nejc Šmid z Dinom Kapetanovičem in že zbiramo v bistvu prijave, ker bodo potrebne vstopnice. Je sicer brezplačno, ampak zaradi omejitve števila obiskovalcev pa se lahko že prijavijo.